Brez dvoma je v Medvodah ta teden največ pozornosti pritegnila smreka, ki je več kot 50 let stala ob bloku pri lekarni. Zaradi svoje velikosti in lege med stavbo in elektrodaljnovodom je že dalj časa povzročala skrb okoliškim prebivalcem, ki so svojo zaskrbljenost posredovali lastnici zemljišča občini Medvode. Ta je smreko ponudila podjetju Javna razsvetljava, ki skrbi za praznične okrasitve številnih slovenskih mest, tudi Ljubljane. Strokovno zahtevno odstranitev so izvedli zaposleni Javne razsvetljave in podjetja Dvig. Smreko, ki so jo delavci ljubkovalno poimenovali Andreja, so varno podrli, prepeljali v prestolnico in jo tam že postavili. V prazničnih dneh jo bo krasilo kar 8 km novoletnih luči. Medvoščani bomo tako imeli še en razlog več za obisk okrašene Ljubljane. Na mestu, kjer je smreka stala, pa bo režijski obrat občine Medvode zasadil 3 nova drevesa. In ko govorimo o nadomeščanju drevnine, ob koncu prenove občinske stavbe se je iz arboretuma Volčji potok na svojo prvotno lokacijo vrnila tudi znamenita medvoška vrtnica. Pred začetkom del so jo strokovno izkopali in začasno presadili v arboretum, kjer je uspešno okrevala. Ocenjujejo, da bo v nekaj letih znova bogato zacvetela. V petek zvečer se ponovno odpira medvoško drsališče, na že uveljavljeni lokaciji in v enaki velikosti kot prejšnja leta. Drsališče bo ljubitelje drsanja razveseljevalo predvidoma do konca januarja. Prihodnji petek pa se bo na trgu Branislave Sušnik začela tudi serija adventnih dogodkov Advent med vodami, ki jo v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje pripravljajo vse medvoške osnovne šole in vrtec Medvode. Praznične svečke na adventnem venčku bomo prižigali 4 zaporedne tedne. Prvi prižig bo petek 28. novembra ob 18. uri, program pa bodo soustvarili Osnovna šola Preska, enota Preska vrtca Medvode, Turistično društvo Žlebe Marjeta in Društvo tabornikov Rop dveh rek Medvode. Ob obiskih teh prireditev bo mogoče občudovati tudi ustvarjalne izdelke otrok, izbirati kakšno darilo za najbližje ter se pogreti o prazničnih otroških kulinaričnih dobrotah. Seveda pa ne smemo pozabiti na največji dogodek turističnega društva Goričane Vaše, vsakoletno noč parkeljnov. Dogodek se prične jutri zvečer z velikim koncertom pod prireditvenim šotorom, vrhunec pa bo seveda v soboto zvečer, ko nas bo obiskalo več kot 600 peklenščkov, članov 12 skupin iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Italije. Ogledali si jih boste lahko v obliki mimohoda, kjer vam bodo predstavili svoje maske in opremo, s tem pa tudi zgodovino in običaje svojega kraja. Skratka, vabljeni, da se udeležite vsaj kakšnega dogodka in obeležite praznike v duhu skupnosti, kulturne dediščine in prijetnega prazničnega vzdušja.